V današnji epizodi o 10 letih delovanja zagovornika načela enakosti. Po 2 mandatih je Miha Lobnik z ekipo zgradil organ, ki se po strokovnosti lahko primerja z veliko starejšimi institucijami v drugih državah Evropske unije. Naše delo je dolgotrajno, je sistematično. To je edina pot. Za izboljšanje položaja ranljivih skupin v družbi ni bližnjic, ne levih, ne desnih. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli v posebni 22. epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. Zagovornik načela enakosti je 14. maja na slovesnosti obeležil 10 let svojega delovanja. V današnjem podcastu boste slišali razmišljanja slavnostnih govork in govorcev ter izjave predstavnic in predstavnikov državnih organov, ki so se dogodka udeležili. S sprejetjem zakona o varstvu pred diskriminacijo maja 2016 so bile v nacionalni pravni red prenesene zavezujoče direktive Evropske unije. S tem je Republika Slovenija vzpostavila temelje sistema pravnega varstva in zaščite pred diskriminacijo. V letih, ki so sledila, je zagovornik načela enakosti sistematično razvijal in krepil vse svoje temeljne zakonske naloge, vključno s svetovanjem žrtvam diskriminacije, postopki ugotavljanja diskriminacije v posamičnih primerih, varstvom pred sistemsko in strukturno diskriminacijo in ozaveščanjem javnosti. Danes je to v domačem in mednarodnem prostoru prepoznavna ustanova, ki s posebno skrbnostjo krepi in spodbuja dialog z vrsto deležnikov v javnem in zasebnem sektorju, tudi z organizacijami civilne družbe. Po 10 letih delovanja zagovornika načela enakosti, ki je samostojni in neodvisni državni organ, specializiran za varstvo pred diskriminacijo, je pred njim tudi veliko izzivov. Kot je v svojem govoru na obeležitvi 10-letnice delovanja organa dejala predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. 10 let je v delovanju institucije obdobje, v katerem se iz ideje izoblikuje praksa, se iz načela rodi zaveza in se pokaže, ali smo kot družba pripravljeni vrednote, o katerih govorimo, tudi zares živeti. Načelo enakosti ni le ena izmed pravic, temveč temelj vseh pravic. Brez enakosti svoboda hitro postane privilegij, dostopen le nekaterim. Nas torej lahko skrbi, da bo svoboda v Sloveniji postala privilegij, oziroma kje je Slovenija kot država in družba na področju varstva pred diskriminacijo? Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rok Čeferin. Slovenija ima več neodvisnih institucij, ki skrbijo za varstvo človekovih pravic, tudi deprivilegiranih družbenih skupin. Medtem je seveda zagovornik načela enakosti, pa tudi Ustavno sodišče, pa redna sodišča. Tako da jaz mislim, da Slovenija, ne bom rekel zgledno, namreč vedno je možnost za izboljšave, ampak da skrbi za deprivilegirane skupine ljudi korektno. Seveda pa je, kot rečeno, to vedno mogoče še izboljšati. Temelje, na katerih stoji varstvo pred diskriminacijo, je izpostavila podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije in nekdanja sodelavka zagovornika načela enakosti, doktorica Neža Kogovšek Šalamon. Mislim, da so neke osnove postavljene, se pravi, organ obstaja, ki je za to specializiran, osnovne predpise tudi imamo, nekatera implementacija nekaterih evropskih direktiv nas še čaka. Dejstvo pa je, da bo treba izboljšati tudi že obstoječi zakon, ker se že leta in leta kažejo pač neke nejasnosti, tako da dela je na tem področju še kar nekaj. Morda bi pa kot eno zelo dobro prakso oziroma pristojnost, ki se mi zdi zelo pomembna z vidika organa, zagovornika načela enakosti, je ta, da ima možnost vlagati zahteve za presojo ustavnosti iz svojega delovnega področja. Kar nekaj teh zahtev je že bilo vloženih, tudi Ustavno sodišče je že v nekaterih od njih odločilo, v nekaterih še bo. In to se mi zdi res ena taka edinstvena priložnost za izboljševanje položaja na področju varstva pred diskriminacijo in enakosti. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, dr. Damjan Orož, je položaj Slovenije pri varstvu pred diskriminacijo ocenil kot zelo visok. Mislim, da je Slovenija na tem področju zelo visoko.
ker namenjamo vse institucije, tako ta, katere predstavnik sem, veliko pozornosti. Nikoli pa delo ni končano. Podobno je razmišljala predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin. Slovenija na področju varstva pred diskriminacijo mislim, da je kar na dobrem mestu, na dobrem položaju in da se še izboljšujemo. Ampak bo treba pa vseeno prehoditi še zelo, zelo veliko korakov. Vendar primerjavi z ostalimi državami, ki jih vidimo, ki jih je res večina, predvsem majčko nižje od nas, vzhodno, kjer človekovih pravic sploh ne poznajo, kjer je vse avtoritativno. Vedno, kadar pridem nazaj v Slovenijo, rečem, hvala Bogu, da živim v Sloveniji. Zagovornik načela enakosti je bil ustanovljen leta 2016 z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo, kar pomeni, da je bila Slovenija ena zadnjih držav Evropske unije, ki je ustanovila specializiran organ za to področje. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob 10-letnici delovanja organa takole spominjal začetkov. Smo se že na začetku sprli z vlado. Zagovornik in 3 ljudje, so mi rekli. Ne, na to nisem pristal. Ni bilo lahko, ampak na to tudi danes ne pristajam. Nemoč ljudi, ki jim skušamo pomagati, in njihove bolečine so zelo velike. In to nas žene, da se že 10 let borimo za njih, ampak tudi za pogoje za dobro delo. Zato smo zavrnili, da daš instituciji nalogo, da daš ljudem obljubo in upanja na pomoč, ne daš ji pa virov in strokovnjakov, da to pomoč izvajajo. To je nepošteno in to zavračamo vsak dan in kljub temu delamo naprej. Kakšen je torej nauk zgodbe vzpostavljanja in 10-letnega razvoja organa? Če je bilo težko prevesti evropske direktive, več kot 10 let je trajalo, da smo jih implementirali leta 2016 v slovensko zakonodajo, potem si lahko mislite, kako težko je bilo izvajati to prakso. Ampak naše delo je dolgotrajno, je sistematično. To je edina pot. Za izboljšanje položaja ranljivih skupin v družbi ni bližnjic, ne levih, ne desnih. In na vprašanje, ali kot družba prenesemo vse to, kadar ne gre lahko, naj spomnim, da 1/4 javnega prostora še ni prilagojena gibalno ovirani in le 15% romskih otrok na Dolenjskem konča osnovno šolo. Torej, če gre z besedami težko, bo šlo še težje z dejanji in še več samo besed ne bo pomagalo. Treba bo delovati drugače. Ja, mi pri zagovorniku načela enakosti verjamemo, da kot družba v Sloveniji to zmoremo, ker smo vedno bili in bomo ostali solidarna družba. Začetkov delovanja zagovornika načela enakosti se je spominjala tudi varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek. Malo po sprejetju zakona, ko zagovornik še ni imel veliko zaposlenih, sva bila s kolegom iz Ministrstva za pravosodje kot anonimna javna uslužbenca poklicana in povabljena k novemu zagovorniku, ki je še sedaj zagovornik. Nisva točno vedela, zakaj, ampak izkazalo se je, da je bila potrebna originalna razlaga večine členov zakona, čeprav niso bila neposredna avtorja tega zakona. Ne da bi načrtovala, sva pomagala pri vzpostavljanju začetne avtoritete institucije zagovornika. Ne glede na ovire, ovinke in začetni zaostanek pri ustanavljanju, pa se slovenski organ enakosti lahko primerja s sorodnimi institucijami v državah Evropske unije, je poudarila predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Po 2 mandatih je Miha Lobnik z ekipo zgradil organ, ki se po strokovnosti lahko primerja z veliko starejšimi institucijami v drugih državah Evropske unije. Slovenija je na področju varstva pred diskriminacijo svoj začetni zaostanek nadoknadila. Kaj to pomeni v praksi? Kaj dela zagovornik načela enakosti? Vsako leto svetuje in nudi podporo okrog 500 posameznikom, ki menijo, da so diskriminirani. V 10 letih delovanja je izdal več kot 550 priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije.
Zaključil je 500 postopkov ugotavljanja diskriminacije in 125 ocen diskriminatornosti predpisov. Pripravil je 10 rednih letnih poročil, 9 posebnih poročil, 8 okroglih miz, več brošur za ozaveščanje o varstvu pred diskriminacijo in 4 periodične javnomnenjske raziskave o diskriminaciji v Sloveniji. Na zagovornikovih izobraževanjih o varstvu pred diskriminacijo je doslej sodelovalo preko 2000 udeleženk in udeležencev. Predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, o pomenu zagovornika načela enakosti. Ljudje tak organ potrebujejo. Na zagovornika se vsako leto obrne več kot 500 ljudi zaradi svetovanja ali suma diskriminacije. Ko nekdo zaradi starosti ne dobi zaposlitve, ko invalid ne more dostopati do storitev, ki so drugim samoumevne, ko otrok zaradi socialnega ozadja nima enakih možnosti pri izobraževanju, zagovornik v zadnjem poročilu izpostavlja, da ostajajo izobrazbene razlike med Romi in večinskim prebivalstvom velike, še posebej v jugovzhodni Sloveniji, ali ko je posameznik zaradi svoje identitete izključen, no takrat se pokažeta razkorak in razpoka med zapisanim pravom in resničnim življenjem. Prav v teh razpokah že 10 let deluje zagovornik načela enakosti. Njegovo delo pa presega pomoč posameznikom. Zagovornik opozarja na sistemske nepravilnosti, vlaga zahteve za presojo ustavnosti, sodeluje v sodnih postopkih ter izobražuje in ozavešča javnost. Izdana priporočila posegajo v samo jedro družbe, v zakonodajo, javne politike in sisteme, ki oblikujejo naša življenja. Kako uspešen je zagovornik pri tem, je odvisno od prav vsakega med nami. Družba je namreč pravična toliko, kolikor so enake možnosti njenih najranljivejših členov. In za enake možnosti najranljivejših članic in članov družbe skrbi zagovornik načela enakosti s svojimi sodelavkami in sodelavci. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik takole opisuje skupno delo organa. Stik z bolečino ljudi, zavedanje in tudi občutek, da se ljudem godi krivica, ki jim jo povzroča družba in družbeni sistem. In naj nadaljujem v tej smeri s poskusom, da tudi tukaj povem, kaj pod imenom zagovornik načela enakosti v Sloveniji delamo zadnjih 10 let. Kadar nekaj osvetlimo, se je izkazalo, da je to potem dobro naslikati in pokazati drugim. Namreč dobra slika lahko ljudi premakne. Se pa zgodi dvoje. Nekdo reče, da je to samo subjektivno, da je to tako videl samo slikar. Medtem pa fotografi objektivno posnamejo, kar vidijo. In takšni naj bi bili in so tudi naši postopki ugotavljanja diskriminacije. In ko me je zadnjič tudi moj zobozdravnik spraševal, kaj pravzaprav delam, sem mu rekel, tako kot vi z ogledalcem v zobeh iščete škrbine, razpoke, kot je rekla predsednica, tudi jaz skušam v družbi z ogledalcem pokazati tiste boleče dele. Dostikrat poskušamo s temi zrcali tisto, kar vidimo, pokazati drugim. Skušamo tudi najti izvor bolečine, da bi jo odpravili. Slika torej premika in če je slika dobra, če je prava, ljudje reagirajo in stvari se spreminjajo. In če pokazati na fotografiji pomeni ugotavljati diskriminacijo, pokazati, da se je zgodila človeku na papirju, pa so z ogledali večji problemi. Ogledalo je lahko majhno, lahko je pa veliko, lahko je popačeno, lahko je umazano. Z ogledali so težave. Namreč, ali zmoremo to svetlo luč, ki pokaže, kakšna je družba v resnici? Ali zmoremo z ostrim ogledalom pokazati vsakokratni oblasti, kar ji gre? Ali zmoremo zdržati sliko stanja v številkah, ko jih enkrat odčitamo? Ali zmoremo dobre, boljše predloge za reševanje problemov? In ali zmoremo spremembo odnosa v sebi do različnih, do drugačnih ljudi?
Mačeha kot pri Sneguljčici je država, ki skriva ali razbija ogledala, kadar ta pokažejo, česar noče videti. In neodvisne institucije, kot so Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijska pooblaščenka in Zagovornik načela enakosti, to so naša ogledala. Mačeha je vlada, če za sliko, ki jo kažemo, krivi in razbija ogledala. Mi pa verjamemo v moč slike, da spreminja. Mi pa verjamemo v moč govora o krivicah in položaju ranljivih skupin, da jim bolečino olajša, ker vemo, da je to tisto, kar družbo spreminja, da to svet spreminja na bolje. In to je to. To je to, kar pri Zagovorniku načela enakosti počnemo zadnjih 10 let. Vse to delo torej zahteva jasno zavedanje, kakšna je vloga Zagovornika načela enakosti, komu služi in k čemu strmi, ali z besedami varuhinje človekovih pravic doktorice Simone Drenik Bavdek. Danes, po 10 letih, pa je jasno, da vsako vaše stališče glede odprave ali preprečevanja diskriminacije pomeni glas za tiste, ki ga sami iz tega ali onega razloga nimajo dovoljšnega. Čestitam. Čestitam za vztrajnost, ko vas niso poslušali. Čestitam za pogum, ko ste opozarjali na nedopustno, čeprav je bilo neprijetno. Predvsem pa čestitam za vso tisto tiho, sistematično in strokovno delo, ki se na zunaj ne kaže, pa je prav to tisto, ki se na koncu najbolj konkretno pozna v življenju ljudi. Posebej želim izpostaviti Miha Lobnika, ki mandat zagovornika upravlja že skoraj 2 mandata, in sicer z vizijo in osebnim angažmajem. Ne le, da je institucijo zagovornika, kot smo že slišali, v 10 letih postavil na noge, ampak ki je tudi dal prepoznavnost, vsebino in jasno identiteto. To so tudi temelji delovanja osrednjega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo, ki je bistven za razvoj družbe v smeri spoštovanja enakih pravic, enake obravnave in enakih možnosti. Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Delovanje zagovornika ima tako tudi konkretne družbene učinke. Večje je zavedanje o dostopnosti za ljudi z invalidnostmi, bolj jasno razumemo prepoved diskriminatornih vprašanj na zaposlitvenih razgovorih, izboljšalo se je poznavanje položaja interspolnih in transspolnih oseb, volijo lahko tudi polnoletni državljani z intelektualnimi oviranostmi, pomembni premiki pa so bili doseženi tudi pri zagotavljanju pravic žensk in pri dostopu do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ko se tradicionalizem vrača kot odgovor na negotovosti sodobnega sveta, moramo biti posebej pozorni, da ne zdrsnemo nazaj v družbene vzorce, ki omejujejo svobodo in dostojanstvo. Enakost vseh članov družbe ni le vprašanje pravičnosti, temveč je tudi vprašanje razvoja. V 10 letih se je s trdim delom sodelavk in sodelavcev Zagovornika načela enakosti oblikoval res dolg seznam uspehov, če jih dodamo še nekaj. Spremenilo se je dojemanje pravičnosti pri nagradah za poslovno uspešnost, ustrezno se vrednotijo vrhunski uspehi športnikov in invalidov, povečala se je občutljivost za potrebe različnih skupin prebivalstva pri naročanju k osebnemu zdravniku. Darovanje krvi je omogočeno vsem moškim. Pomen delovanja Zagovornika načela enakosti za državo in družbo je povzela varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek. V življenju institucije je to čas, ko se jasno pokaže, kako potrebna je institucija v sistemu delovanja države. Pri varuhu smo vsekakor prepričani, da ste v 10 letih postali nepogrešljivi. Ne zaradi prava Evropske unije, ampak zaradi potreb, ki izhajajo iz družbe in človeških usod. Postali ste branik tistih, ki so bili nedopustno diskriminirani oziroma drugače obravnavani, četudi nenamerno zgolj zaradi drugačnosti. Pomembno ste prispevali že sploh pri razlaganju in razumevanju tega,
kaj osebne okoliščine in diskriminacija so. Tako kot vse institucije, tudi zagovornik načela enakosti deluje v širšem družbeno-političnem kontekstu. Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. V času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja, postaja pomen neodvisnih institucij še toliko večji. Demokracija in človekove pravice namreč niso samoumevne, nikoli ne bodo. Po analizi raziskovalnega inštituta nemškega VDEM so leta 2025, prvič po 20 letih, avtokratske države presegle število demokratičnih držav. Lahko vam nanizam tudi številke. 91 avtokratskih, 88 demokratičnih, ampak v teh 88 demokratičnih državah sveta prebiva zgolj 12% prebivalcev tega planeta. Ti podatki nas opominjajo, da je človekovo dostojanstvo, za katero si prizadevamo, krhka dobrina, kadar prevladajo logike moči izključevanja in neenakega vrednotenja človeškega življenja. Prav zato moramo posebej varovati institucije, ki nastavljajo ogledalo oblasti in družbi. Pomen njihovega varstva je poudaril tudi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rok Čeferin. No, seveda v pravni državi, v socialni državi, kar je Slovenija po 2. členu Ustave, ne smemo dopustiti, da si močni vzamejo tisto, kar mislijo, da jim gre. Če parafraziram nemškega predsednika Zvezne republike Nemčije, Franka Walterja Steinmeierja, on je dejal, preprečiti moramo, da se svet spremeni v roparsko jamo. Tukaj je naša pomembna dolžnost, da skrbimo tudi za tiste, ki sami zase ne morejo poskrbeti. Podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, doktorica Neža Kogovšek Šalamun, pa je o pomenu varstva pred diskriminacijo spregovorila z vidika posameznice in posameznika. To se pravzaprav dotika vsakogar od nas. Vsak od nas ima določene osebne okoliščine, vsak od nas nekatere še bo imel, vsak od nas bo nekoč starejši, lahko od nas doleti zdravstveno stanje, določeno invalidnost in tako naprej. Nekateri se rodijo z specifičnimi osebnimi okoliščinami, tako da to v bistvu zajema družbo kot celoto in mislim, da je ključno, da se izvaja še naprej. Vpliv varstva pred diskriminacijo na posameznika je izpostavila tudi informacijska pooblaščenka, doktorica Jelena Virant-Burnik. Sodelovanje je možno samo, če smo enaki, če lahko vsi na enak način izvršujemo svoje potenciale in če pri tem nismo omejeni oziroma če nimamo slabih posledic zaradi svojih osebnih stanj, zaradi tega, kakšni smo, kakšno je naše zdravstveno stanje, kakšno je naše politično prepričanje v končni fazi. Tako da spodbujanje enakosti je tisto, ki nam pravzaprav omogoča, da razvijamo svoje potenciale v družbi. Predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin. Varstvo pred diskriminacijo je izredno pomembno v vseh pogledih. Jaz bi rekla, človek ne more živeti svojega življenja, če je kakorkoli diskriminiran. So vse različne vrste diskriminacije. Eni poznajo samo rasno diskriminacijo, to je najbolj očitna. Potem spolna usmerjenost in to. Ampak teh diskriminacij je tako zelo veliko v vidnih in nevidnih oblikah, da jo je treba res, tako kot je predsednik rekel prej, oziroma zagovornik načela enakosti, jo je treba spremljati z lučjo in z ogledali. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Strnad. Družba lahko napreduje takrat, ko je poskrbljeno tudi za najranljivejše člane te družbe. Torej napredek brez skrbi in solidarnosti ni mogoč. Torej, kot smo danes slišali, tako se izgubljajo talenti, tako se izgublja razvoj in s tem seveda napredek je počasnejši. Zakaj je torej varstvo pred diskriminacijo tako pomembno za družbo? Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, dr. Damjan Orož. Odgovor je pravzaprav zelo preprost. Zato, da lahko mirno sobivamo, da nam omogoča upoštevanje naše drugačnosti, in to je to, da mirno sobivamo. Brez tega naša družba ne bo uspevala. Kako lahko varujemo institucije, ki nastavljajo ogledalo oblasti in družbi? Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Zagovornik načela enakosti, tako kot sicer tudi informacijski pooblaščenek, zdravo Jelena,
Komisija za preprečevanje korupcije, dober dan Katarina, Varuh človekovih pravic. Vsi ti potrebujejo avtonomijo, stabilno financiranje in zaupanje javnosti. Tudi najnovejši evropski direktivi o standardih za organe za enakost, ki jo žal Slovenija do sedaj še ni implementirala, dober dan gospod Mesec, od držav zahtevala, da sprejmejo posebne in konkretne ukrepe za zagotavljanje neodvisnosti organov za enakost ter njihove učinkovitosti v boju proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti. V zvezi z omenjenima direktivama je vodja predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, doktorica Jerneja Jukir, še pojasnila. Dve direktivi, predsednica jih je že omenila, o standardih za organe za enakost, ki sta bili sprejeti leta 2024, postavljate jasne minimalne standarde za celotno Evropsko unijo. Standarde, ki zagotavljajo neodvisnost, ustrezne vire, jasna pooblastila in učinkovita orodja za ukrepanje. Ta zakonodaja krepi položaj organov za enakost in z njo želimo institucijam omogočiti, da učinkovito pomagajo žrtvam, zbirajo dokaze o diskriminaciji, sodelujejo v sodnih postopkih ter nudijo izvensodne rešitve. Zakonodaja tudi krepi njihovo vlogo pri preprečevanju diskriminacije in spodbujanju enakosti, tudi z javnim poročanjem in priporočili oblastem. Vendar se postavlja vprašanje, bodo ta pravila dejansko spremenila življenja ljudi? Bodo res organom za enakost omogočila nemoteno delo? Rok za prenos evropskih pravnih aktov v nacionalni pravni red je namreč že prihodnji mesec. Zato zakonodajalce in s tem tudi predsednica RK trenutno, lahko rečemo trenutno in prihajajočo slovensko vlado, čaka zahtevna in odgovorna naloga, ker tudi Slovenija namreč mora prilagoditi svojo zakonodajo. Pri tem je poudarila še, da bo morala Slovenija med drugim zagotoviti, da imajo organi za enakost dovolj finančnih, kadrovskih in tehničnih virov za učinkovito in pravočasno opravljanje svojih nalog, tudi ob morebitnem širjenju pristojnosti. Financiranje mora biti stabilno in dolgoročno načrtovano, delovanje organov pa ne sme biti prepuščeno trenutnim političnim odločitvam, je še dodala. To je izpostavila tudi podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, doktorica Neža Kogovšek Šalamon. Ko doseže družba v tem pravnem in tudi siceršnjem institucionalnem smislu nek standard, je prva prioriteta po mojem, da se ta standard ohranja. Včasih je že to zalogaj. Tako da jaz bi rekla, da v tem trenutku bo verjetno na to treba malo popaziti, se pravi, da institucija obstane, da mandat obstane, da se lahko še na tem dela, da je institucija dovolj dobro tudi podprta, z viri in tako naprej, da lahko deluje naprej. Potem pa znotraj tega pa seveda so še vedno možnosti za izboljšave, treba je implementirati nekatere evropske direktive in še naprej izboljševati prakso na področju varstva pred diskriminacijo na tem področju. O pomenu zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje vseh samostojnih in neodvisnih državnih organov je razmišljala tudi varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek. Delovanje teh organov se namreč dopolnjuje. Oba organa sta neodvisna in samostojna. To ni privilegij, to je temeljni pogoj za to, da sploh lahko opravljamo svojo vlogo. Verjamem, da bosta obe institucije to svojo neodvisno poslanstvo uresničevali tudi v prihodnjem desetletju in to vsaka samostojno, tako kot do sedaj. Prav razlike med nami so tisto, kar dela oba organa močnejša. Torej, ne gre za nepotrebno podvajanje nalog, ampak za samostojen in osredotočen razvoj na naših delovnih področjih. Če pri varuhu nadziramo tiste, ki imajo oblastno moč, se pristojnost zagovornika razteza tudi na zasebni sektor. Delodajalci, podjetniki, zasebne institucije, nihče ni izvzet iz prepovedi diskriminacije. Zagovornik ima poleg tega tudi inšpekcijska pooblastila, torej ne le svetuje in priporoča, ampak lahko v določenih primerih tudi sam neposredno nadzira spoštovanje zakona. Na drugi strani pa je postopek pri varuhu sicer vselej neformalen, a pokriva poleg vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz ustavnega in mednarodnega kataloga tudi načeli pravičnosti in dobrega upravljanja.
Ne gre za vprašanje nadrejenosti ali podrejenosti, ampak za uspešno in učinkovito izvajanje komplementarnosti. Informacijska pooblaščenka doktorica Jelena Virant-Burnik, predstojnica še enega od samostojnih in neodvisnih organov v Republiki Sloveniji, je pojasnila komplementarnost delovanja informacijskega pooblaščenca zagovornikom načela enakosti. Na področju varstva osebnih podatkov imamo določbe glede varovanja občutljivih osebnih podatkov. To so podatki o različnih zdravstvenih stanjih, lahko tudi o različnih zmožnostih, ki jih ima človek. In ti podatki so še posebej varovani. In tu je tisto področje, kjer se varstvo podatkov zelo povezuje z mandatom, ki ga izvršuje zagovornik enakosti. In mislim, da te določbe, ki varujejo občutljive osebne podatke, so pravzaprav tukaj zelo uporabne v tem kontekstu. Na ta način tudi mi lahko prispevamo k varovanju različnosti, k varovanju pred diskriminacijo. In še posebej recimo, ko gledamo digitalne tehnologije. Sogovornice in sogovorniki so se ozrli tudi v prihodnost in izpostavili izzive, ki čakajo zagovornika načela enakosti po 10 letih delovanja. Vodja predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, doktorica Jerneja Juk-Jerše. Nediskriminacija je temeljna vrednota Evropske unije in zato jo varujemo z jasnim in trdnim pravnim okvirom. Kljub temu pa izzivi ostajajo. Številni posamezniki se še vedno srečujejo z diskriminacijo. Zaradi tega, kdo so, odkot prihajajo, koga ljubijo ali ker živijo z invalidnostjo ali pa le zato, ker so malo starejši. Mnogi primeri diskriminacije pa sploh niso prijavljeni. Ljudje namreč ne vedo, kam se obrniti ali pa ne verjamejo, da se bo kaj spremenilo. In prav to je tisto, kar bi nas moralo skrbeti. Podobno meni predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Strnad. Glede na število prijav, ki jih obravnava zagovornik načela enakosti, in če me vemo, da jih večina pa ostaja neprijavljenih, nevidnih, pomeni, da imamo na tem področju še ogromno dela. Delo namreč ni končano, dokler vsak posameznik ne more uresničiti svojega potenciala in svojih pravic. Vodja predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, doktorica Jerneja Juk-Jerše, je k temu dodala. Močni in neodvisni organi za enakost pomenijo pravičnost za posameznika. Pomagajo tudi graditi Evropo, kjer lahko vsakdo v celoti in brez strahu sodeluje v družbi. Organe pa lahko umestimo tudi v monetarni okvir za tiste, ki bolj slišijo na to noto. Diskriminacija Evropo namreč vsako leto stane na 100 milijard evrov zaradi izgubljenih talentov, kar posledično pomeni izgubljeno gospodarsko rast. In organi za enakost pomagajo sprostiti tudi ta ekonomski potencial. Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rok Čeferin, je prihodnost zagovornika načela enakosti in varstva pred diskriminacijo povezal z vsakokratno oblastjo. Nivo varstva človekovih pravic je odvisen tudi od vsakokratne oblasti. Tukaj težko napovem, kaj bo prinesla nova oblast. Dolžnost nas, neodvisnih institucij, pa je, da zagotovimo, da se človekove pravice varujejo ne glede na spremembo oblasti. Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, je opisala konkretne izzive na področju razvoja digitalnih tehnologij in umetne inteligence. Pred nami so tudi novi izzivi. Digitalne tehnologije, umetna inteligenca in novi družbeni modeli prinašajo tudi nove oblike neenakosti, na katere moramo kot posamezniki in kot skupnost biti pozorni in jih odpravljati. Spoštovane in spoštovani, enakost ni cilj, ki ga dosežemo enkrat za vselej. Je pot, ki jo moramo vsak dan znova izbrati in utrjevati tudi ali pa predvsem za prihodnje generacije. Digitalne tehnologije kot izziv prihodnosti je izpostavila tudi informacijska pooblaščenka doktorica Jelena Virant-Burnik. Pri digitalnih tehnologijah je tako, da se zelo veliko podatkov zbira o nas. Vemo, da so, recimo ti novi AI pomočniki, tudi naši zaupniki, preizvajajo vse diagnoze vsakega posameznika, vsa neka občutljiva stanja. In tu je še posebej pomembno, kako so potem varovani ti podatki v sistemih pri ponudnikih, da potem ne pride do diskriminacije posameznikov zaradi
vseh teh podrobnosti o zdravstvenem stanju, o različnih stanjih, ki bi potem lahko bili v škodo nekemu človeku, ko ne vem, lahko pridobiva neka javna sredstva, ko je na razgovoru za službo. Skratka, da imajo vsi še vedno enake možnosti na tem področju. Za zaključek prisluhnimo besedam zagovornika načela enakosti Mihi Lobniku. Institucije niso zato, da se odkljuka kljukica v Bruslju, ampak da zares služijo ljudem. In oblasti, takšne in drugačne, lepih besed ter opuščenih dejanj smo se naučili gledati pod površino. Bistvo je očem nevidno, je rekla lisica malemu princu. Zato moramo vsi zagovorniki načela enakosti, tukaj med vami vas je danes veliko, ki lahko zelo dobro, odlično opravljate to delo tudi naprej, moramo pa gledati srcem, ne samo s papirjem, zakonom. Ne le svetlobo, ki osvetli torej, ne le ogledala, ki pokažejo skrite kote, ne le slike in fotografije življenj, ki jih ljudje živijo, ne samo priporočila in postopke. Ljudje potrebujejo tudi in predvsem, da jim nekdo iskreno prisluhne, ko jih boli, jim ponudi podporo in ponudi pomoč. Hvala vsem, ker ste, tako kot mi, zagovorniki načela enakosti. Enakih pravic, enake obravnave, enakih možnosti. Ker skupaj verjamemo v človekove pravice, še naprej. Verjamemo tudi, da bomo kot družba zmogli počasi, vztrajno, naprej. To je bila posebna 22. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti ob 10. obletnici delovanja. Brala sem Eva Gračanin. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Lep pozdrav do prihodnjič.